beda podjetništva. Če kdo to pozna, potem sem zagotovo to jaz. Se pravi, in blišč, in beda. Z vami sem Aleksandra Winkler-Drole in v temle YouTube posnetku lajkite, že zdaj, ko vem, da bo v redu, da ne pozabite, stisnite tisti zvonček za naroči se, subscriber ali karkoli vam piše tam spodaj, da boste lahko moje brezplačne promocijske YouTube videote gledali. Danes začnem s tem bliščim bedo. Govorila bom o dveh polarnostnih silah, ki sta obe dve funkcionalni. Tako kot noč in dan, oboje mora biti. Zima, poletje, vse mora biti. Če ne bi bilo zime, ne bi vedel, ko je lepo poljet, ne bi se ti mudilo na morje, na dopust uživati sončne žarke. Če ne bi bilo noči, ne bi bil čez dan spočit. Če ne izkoristiš dobro enega pola, ni rezultatov na drugemu. Blišč in beda, beda in blišč v podjetništvu predstavljata zelo visoke blišč, beda polarnosti. In to ustvarja zelo stresno situacijo. Tega nočemo. To sem jaz doživela. Sem mama 3 otrok, na 2 leti sem imela vsakega, dojila sem jih skupaj 6 let. V glavnem z mano so bili vedno, majhni, sem jih dala v vrtec, enega recimo, pa je bil bolan, pa smo bili doma, pa sem ga imela v službi, da vam ne govorim. Ne veš, ali bi bil z otrokom, ali bi bil v službi, ali bolniško je bilo tako malo, da bi mogli iti kilometr daleč, da bi mi tistih par evrčkov dali, tako da ponavadi smo bili kar doma. V glavnem, zelo je bilo virozno in tako da sem si vedno želela, da bi imela otroke in da bi imela službo zraven otrok, se pravi zraven družine. To sem si želela že leta 97, ko sem bila še samska, neporočena, brez otrok. Takrat sem imela 27 let, pa pol 28. In pred 30 letom sem postala žena in mama. Takole zdaj vstopam v 52 leto starosti in vesela sem, da sem kar sem in da sem se odločila, tako sem se odločila. Čeprav sem šla skozi mnoge viharje. In kaj ima, kot me poznate, karmična diagnostičarka, mojstrica ukaških zapisov, učiteljica tega programa spletnega Ključ do duše in hipnotizerka, regresoterapeutka in tako naprej. Celo hiromantiko bom izvajala na Celjskem sejmu, ne pozabite v marcu, v sredini marca. Obiščite me, hipnozo skupinsko v predavalnici. V glavnem, lajkite že zdajle, prijavite se na brezplačne e-novice alexandra.vizionar@gmail.com, dobite na spletni strani ongarden.si. V glavnem, danes bom govorila o teh dveh polarnostih. To je bila moja ekspres hitra predstavitev. Aha, še nekaj sem pozabila povedati skoraj. Povedala sem, da imam 3 otroke, da so za mano 3 knjige. Ob nakupu katerekoli vam, 4 knjige, vam 4. častim. 3 prodajam, 1 šenkam. Se pravi, akaški zapisi, 1. del, 2. del, karmični cikli, 36 karmičnih ciklov in pa zmenek z usodo gratis ob nakupu katerekoli teh knjig, kupljene preko moje spletne strani ongarden.si. Kako lepo se to zarimalo. V glavnem, blišč in beda podjetništva, če je kdo to probal, sem to jaz. Zato, ker so bili moji vzponi in padci po vsaki porodniški, po vsaki novi dejavnosti, po vsem tem, tudi bolniško sem priležala, se pravi, sem mogla ležati 6 mesecev prvi, zato je bilo to kar nekaj iznenada in treba je bilo splavati. Uspelo mi je marsikaj, se pravi, vsakokrat sem po novem padcu sam še malo bolj zrasla, pa spet padla, pa spet zrasla, pa spet padla in spet zrasla in zdaj sem v obdobju rasti, zdaj moji 3 veliki otroci so že zelo obetavni in vesela, da sem jim dala, kar sem jim dala. Če jim takrat ne bi dala, jim zdaj ne bi mogla več dati. Vse te pozornosti, ogromno ur časa z mano so bili, v glavnem moj urnik je tako leko elastika. Kaj ima to veze z duhovnostjo? V poslu je najbolj duhovno, najbolj duhoven si, če si kreativen. In v privat poslu imaš neskončne možnosti kreiranja. Kvazi neskončne.
Če imaš denar, mislim, če dobro obrneš, ti ustvarja dober denar, lahko še več obrneš in tako naprej. Se pravi, zelo, zelo veliko moči imaš v privat poslu, ampak če se ti kaj zgodi, se ti dobesedno vse sesuje. In da se ti to ne bo zgodilo tebi, kar se je meni, se pravi ekstremni vzponi, nizki padci, pa spet gor dol, to je zelo stresno, ko bi bila barka na morju, ki jo premetavajo taki visoki valovi, za eno hišo visoki valovi. Mislim, to je res hud ekstrem. In ne drži to, da kar te ne ubijete v trdi. Ne rabiš tega. Stres, pomanjkanje denarja, pomanjkanje, zakrčenost niso nikoli dobri. Nikoli dobri. Dobro je samo radost, veselje, denar, obilje, jasno? Če kdo misli, da je karkoli, ampak sem rekla, da je pomanjkanje, obilje konstruktivni par. Mnogi znani pesniki, pisatelji so trpeli veliko pomanjkanje in so zato dosegli obilje. Mnogi ljudje, ki so se rodili v revnih družinah kot otroci, živeli zelo skromno, so zelo, zelo uspeli. Mnogo izumiteljev je zelo ganilo pomanjkanje, se pravi pomanjkanje njihovega izdelka, produkta, ne vem, če ste brali o Edisonu, žarnici, tudi o drugih izumiteljih, da so ustvarili en izdelek. Pomanjkanje je včasih pozitivna motivacija, da pridemo do obilja. Zato je tudi pomanjkanje včasih konstruktivni pol. V programu, spletnem programu, transformacija energije denar, bom govorila o teh polaritetah, o teh polih. Govorila bom, predavala vam bom, vi si boste beležili. Se pravi, če si podjetnik, če si podjetnica, nujno zdaj na moji spletni strani poišči prijavni obrazec, ker dobiš samo 3 vprašanja. Si podjetnik, nameravaš biti ali pa ne, nič od tega. Se pravi, da se prijaviš na brezplačni webinar, od tam naprej ti razložim več o mojemu programu. V mojemu programu ti bom tudi brezplačno zate odčitala karma plus in karma minus. Se pravi, kje imaš dobro karmo in kje imaš slabo karmo. To je iz knjige Akaški zapisi, Mojstrstvo duše. Vsi smo se rodili z nekimi plusi in z nekimi dolgovi. Se pravi, nekje imamo prednosti pred drugimi in nekje smo v dolgovih, v minusu. Če pa knjigo kupaš, zraven častim še zmenek z usodo. Poglejte, kako se je z leti, kako je z leti ta debelina platnic. Moj produktivni pol povečal, kako zelo sem postala produktivna in ustvarjalna in to želim tudi tebi. Se pravi, da resnično delaš s srcem, da resnično delaš to, kar te veseli. A si kdaj opazovala vrtnarja, recimo imaš doma paradižnike ali pa vsaj veš, kako izgledajo te sadike. Tam na sredini glavna veja pa stranska veja, s katere rasejo potem cvetki, na katerih bojo plodovi, ima na sredini še eno vejco in tisti rečemo divjak. Mogoče poznate divjake tudi pri vinski trti ali pa divjake pri sadnem drevu, pri jabki, hruški. Sliva mislim, da nima divjakov, ki je cela en sam divjak, tako pravijo, ne me držati, nisem glih vrtnar, ampak malo pojma pa že imamo o tem. Hočem vam povedati, da tudi v poslu obstajajo veje, ki so za brez veze, ki so čisti divjaki. Tam na njih ne bo nikoli nič zraslo, se pravi, tisto, kar delaš, ti ne bo prineslo nič rezultatov, nič sadežev, nič ne bo, ampak še nekaj pa bo. Jemlje ti energijo, se pravi, divjaki, rastlini črpajo energijo, tudi tja mora iti sok. Tako da tega nočemo v podjetništvu in temu v podjetništvu pravimo, dobro si zapomni, to si boš potem v programu tudi zapisal, to, kar sovražiš. To, kar sovražiš delati, nikoli ne bo nič konstruktivnega in to ni nobeden izmed polov, funkcionalnih polov v naši polarni mreži.
Se pravi, risali, pisali bomo, pisali prihodke, odhodke, kaj imamo radi, do česa smo ravnodušni, kaj sovražimo, in hotela bom od vas, da boste iskreni. Niti mi ne boste rabili povedati vaših številk o vašemu zaslužku, nič od tega. Hočemo samo, da ugotovite, kaj so vaši divjaki, kaj vam krade energijo. Kam jo, se vam jo ne krade, se jo sami puščate, ne? Se pravi, paradajz, ne, je paradiž, paradiž je po stari slovenščini nebesa. Vsi bi radi imeli polno sočnih plodov, vsi bi radi minimalno truda za maksimalno denarja, se pravi minimalno vložka. In še to, kar vložimo, da nam prinaša radost. Ampak aj vse tisto, kar v podjetništvu delamo, samo ena sama radost? Ja in ne. Če si frizerka, recimo moja mama je bila, ker je že pokojna za to. Ona je čutila radost, ki te frizure, veš, ona bi kar zastonj tam nekomu gor po laseh šarla, pa nekaj spremenjala, v glavnem jaz sem se pol naučila sama, tako da pusti stran s škarjami od mene. In se pravi, imaš kozmetičar, maserje, ki bi, pravi en maser, ja, moje roke so take, veš, jaz že vidim, da imaš tle neke bulce, jaz bi te kar zmasiral, če noš prišla k meni, pa mi plačala, te bom pa zastonj. Ne smeš biti tak, jaz ti bom plačala, se bova najdla. Se pravi, so poklici, ki delajo s tako radostjo, da če bi mu kdo plačal ali pa ne, on bo to rad delal. Ampak, se pravi, če si karkoli, bi rad bil podjetnik ali pa si, verjemi, z leti te ta strast malo mine. In v tem ni noben greh. Kako gojiti strast do nekoga? Strast je tisto gorivo, je tisti ogenj, veš, v pečici, ki ti naredi toplo, prijetno. Strast je skupni imenovalec za dve čustvi. Eno je sovraštvo, drugo je ljubezen. Se pravi, iz strasti gre lahko veja sovraštva ali pa ljubezni. Ampak zdaj bomo govorili o konstruktivnem polu, ne, se pravi o strasti kot o tistemu, kar pelje do ljubezni. Še toliko, če ljubiš svoj poklic, recimo, da si šivilja, ne, jaz sem dosti šivala, pletla, ful imam rada ta ročne stvari, izdelke, nekaj, kar ostane, veš, narediš, pa glina tudi in tako naprej. No, tudi nekaj, kar ne ostane, nekoga zmasiraš, čez en mesec ti pride spet poln teh vozlov, ki je bil kaj pod stresom. Ja, ampak onih vozlov odprej ni, zdaj so prišli novi. No, hočem reči, Božanski red je moj drugi energijski center, to pa dobite v prvi knjigi, to, kar govorim, tako da je dobro, da imate moje knjige, da kaj rečem, aha, to, kar ti govorim, kjer je tvoj primarni center, poišči več v tej knjigi, pol moraš ti to knjigo nekje imeti, to je pa ta moja prva knjiga, tisti, ki že imate drugo, je treba imeti tudi ta prvo, ne? Še prej je treba imeti prvo kot drugo. Akaški zapisi, osnove dušne matrice in potem je mojstrstvo duše. Tako da to dobite v vseh knjigarnah, raj pa vidim, če kupite pri meni, vam zraven podarim še, koliko sem rekla, zmenek z usodo. Zakaj raj vidim, da kupite pri meni? Zato, ker imam več dobička, če ne so jaz posredniki. Na spletni strani homegarden.si. Gremo zdaj k poslu. Se pravi, funkcionalni in nefunkcionalni pol. Se pravi, kaj je pravzaprav to kaj pomeni polarnost? Vi mnogi poznate zakon privlačnosti, ne, da privlačiš tisto, kar si želiš, kar sicer ni res, kar vsi Slovenci si želijo, da bi sosedu crkljna krava, pa makar v njemu dve, pa če bi bilo tako res, da bi se te želje uresničile, ne bi bilo nobene krave v Sloveniji, če me zastopite. Ali pa bi vse hiše gorele, sam pogledal bi nekam, pa bi že gorelo. Se pravi, ni glih nujno, da privlačiš to, kar si želiš, ampak če zelo veliko razmišljaš o nečem, potem kamor gre misel, gre pozornost, in ker je tam zelo veliko pozornosti, boš tudi najdel. Se pravi, če iščeš iglo v senu in da veš, da se jo zgubil tle in da tisto iglo rabiš, jo boš iskal. Če jo pa ne rabiš, jo pa ne boš iskal.
Ampak zakon privlačnosti je druga stvar. Tam ti pravi, da ponavljaj neke afirmacije, da se uživi to, kar si želiš, da kukar da že imaš. Jaz se s tem ne strinjam, ker če slučajno del tvoje duše ne vibrira z resnico, tudi ne privlačiš tega. Zakon privlačnosti sicer tudi deluje, ne vedno in povsod, kot sem rekla, sicer bi mogle biti vse krave že mrtve, ker ima vsaj enega od 5 sosedov takega, vsaka druga hiša bi že gorela in tako naprej. Ali pa, če ti 100 ljudi želi, da bi bil bogat, pa kako boš ratov? Zaradi mene, jaz če rečem svojim 5000 Facebook prijateljem, dajte klapa vsak dan 1 uro, ponavljate eno mantro za obilje zame, če zadnjem nalotu vam razdelim, vsem vam dam 50%, kaj ko dobim, vam vse na vas razdelim. Pa bi to delali in bi rekli, ajde se nastane noč, bom 1 uro ponavljal tole mantro na dan in pol bi jaz recimo res, ko spoštujem zakon karme, tole naredila, ampak to ni to. Če bi bilo to tako, bi to naredila, pa bi to funkcioniralo. Tako da zakon privlačnosti bomo obravnavali tudi v tem programu, to bo spletni program, v katerem vam ga zdaj predstavljam. Medtem, ko boste v zakonu polarnosti, to je drugi zakon, ki je precej močnejši, odkrivali dobesedno pri sebi, kaj je tisto, kar za vas deluje in kaj ne deluje. Hočem, da boste imeli zraven svinčnik, papir, kalkulator, da boste pisali svoje prihodke, odhodke, tako kot vse v življenju. Na en stran prihaja, na en stran odhaja. Prihaja, odhaja, prihodki, odhodki. Kdaj so bili najboljši meseci, kdaj so bili najslabši meseci in pol bomo vse to analizirali. Potem vam bom predstavila formulo, kako dobiček potrojiti. Kako dobiček potrojiti, se pravi, če imaš zdaj le 3 ure, boš prišel na 9. Ali pa boš rekel, dajmo štartati, dajmo raj podvojiti. Ker tukaj te bom opozorila v programu na nekaj. Če nekaj prehitro raztegneš, se ti skrči nazaj v prvotno stanje. In jaz moram iti z ljudmi počasi, da bojo dvigali prihodke, da se ne bo zgodil efekt elastike. Se pravi, malček raztegnemo, malček raztegnemo, malček raztegnemo. Zato bom raj predlagala, da krat 2. Se pravi, če zaslužiš 2 jurja, da boš šel na 4, če 3, da boš šel na 6. Gledali bomo povprečje 9 mesecev. Važno je v podjetju, da izhajamo od tle, kjer si, ne pa od tam, da pa se ukvarjamo s tem, kar bi ti rad bil. Ne. Se pravi, od tukaj, kjer si, bomo izhajali. Jaz sem zelo realen človek. Imam glavo v nebesih, ampak z nogami sem trdno na tleh. Moji planeti so taki, se pravi Sonce v Kozorogu, bog karme, Luna v Tehtnici, v zraku, Venera v nekem vročem, ne bom povedala, pa bom imela preveč moških oboževalcev, Strelec v nekem strastnem, tudi ne bom povedala, pa bom imela spet preveč moških oboževalcev. V glavnem, ni panike. Zdajle smo pri poslu. Blišči beda podjetništva. Ne želim, da bi se vam zgodilo to, kar se je meni. Čeprav jaz sem zmerom tisti žrtveni kozu, ki mora nekam iti, da nekaj faše na svoji koži, da pol najde nekje enega mojstra po nekem zakonu privlačnosti ali čemrkoli po božji volji, da mu reče, veš ti, to se tebi dogaja in sem to moraš zastopiti, pa se ti to ne bo več dogajalo. Ne bomo hoteli delati elastiko in kot da bi hotel enega, ki nam more prisniti na kredrco, no, ne na kredrco, niti na rožnik, da ga sile šiče na Triglav. Ne, izhajali bomo od tam, kjer si, v poslu, v podjetništvu. Se pravi, če si podjetnik, če si podjetnica, če izvajaš vsaj dopolnilno dejavnost, pa makar imaš, kaj pa vem, lektoriranje ali pa prevode, pa tudi če tega ni problema, samo 3 naročile na mesec, makar, ne vem, delaš kakšne poročne torte ali pa nameravaš imeti dopolnilno dejavnost, ali pa imaš čebelarstvo ali pa tvoj mož. Se pravi, si dobrodošel. Važno je pa, da ustvarjaš lahko en svoj prihodek.
Program bo zasnovan na veliko videopredavalnic, veliko boste doma računali in nič vam ne bo treba izdajati. Nobenih poslovnih skrivnosti mi ne boste rabili pisati, ne bom rabila jaz vaših številk. Jaz vam bom stala samo ob strani kot mentor, kot avtor tega programa, da boste dvigovali, treba bo pa delovati. Vsi zakoni delujejo, vse shujševalne kure delujejo, samo jih moraš uporabiti. To ne pomeni uporabiti knjige, pa brati, ampak uporabiti, pojesti, ali pa kaj ne smeš pojesti. Se pravi, tale zakon, ki sem ga odkrila, je mnogo boljši kot zakon privlačnosti in govori o polih, o polarnosti. Ta zakon pomaga, da dobimo prihodek z manj naprezanja, z manj truda, z manj garanja. Samo en par divjakov stran, pa bojo druge veje polne sočnih plodov paradižnikov. Najmanj napora pa ne pomeni, da lahko samo meditiramo in da se bo obilje kar samo od sebe zgodilo. Ne, tako kot sem rekla, sem zelo realen človek in ne sprejmem nobenih zablod, ne verjamem v ponavljanje manter za obilje, brez da človek tudi deluje. Se pravi, mantre, molitve oprejo človeku oči, pokažejo ti, da bolje in hitreje vidiš, da opaziš stvari, da vidiš razlog, zakaj je tam, da gledaš bolj z višje perspektive in da potem odreagiraš. Se pravi, ne pa da prespiš in si rečeš, kako lepo je bilo sanjati. Ne bomo se ukvarjali z nekim marketingom, čeprav bo tudi o tem govora, prodaji. Ta program je bolj duhovni program, kjer je še bolj tle pomembna tale osebnostna komponenta, kakor duhovna komponenta človeka, da iz sebe to, kar hoče, da ustvari za prihodek. Na en način boste mogli predstaviti svetu ali pa povedati, na kakšen način ponujate svoje storitve ali pa izdelke in kateri načini so vam blizu in kateri vam niso. Jaz bom vedno poudarjala, če nekaj sovražiš, tega ne počni. Če pa si do nečesa ravnodušen, kakor recimo jaz sem ravnodušna do zalivanja rož, ni mi všeč, ampak všeč so mi rože, pa jih zalivam, veš, ful me sekira, če jih ne, ni mi narobe. Ravnodušna sem do vožnje z avtomobilom, ni mi glih fajn iti, ampak če že grem, rečem, zdaj se bom pa muzike naposlušala, ko imam vsaj mir v avtu, pa mi ne zvonijo mobilni telefoni, oziroma ja, lahko se pravi, najdem nekako sem ravnodušna, če mi nekaj mi ni prav zelo všeč, ampak malček mi pa je. To pač si rečem, da sem do tega ravnodušna. Ravnodušna sem do spravljanja papirjev, dokumentacije, ni mi to moteče, ampak tudi všeč mi ni. Zelo mi je všeč delati hipnoze, regresoterapije, pa brati dušni zapis. To prav obožujem. Jaz bi samo to delala, a ja ful ne maram voditi knjige, računovodstvo, če bi mogla jaz to delati, pa jaz bi se potila zraven. Jaz sem se v šoli učila računovodstva, knjigovodstva, že v Italiji smo imeli IVO, pri nas ni bil še DDV-ja, še DDV-ja nismo imeli, ko sem jaz oprla podjetje, v Sloveniji smo začeli, kaj smo imeli, prometni davek pa davek na dobiček, v glavnem ni bilo DDV-ja. Samo od prometa pa od dobička, davek, ne vem kaj je že bilo, in potem smo dobili DDV in potem je bilo neskončno enih predavalnic, predavanj na vseh teh obrtnih in gospodarskih zbornicah. Kaj bo zdaj nov davek bo prišel, končno bomo podobni Evropejcem. In nisem šla na nobeno predavanje, ker sem to že vse znala, ker so Italijani bili že toliko let pred nami. Tako da jaz vse probajo prodati. Jaz vam pa probam prodati moj najboljši tečaj za podjetnike. Zamudili ste že ključ do duše, tako da ne morate več priti. Če ste pa v programu Ključ do duše, bo pa tale program za vas poleti dostopen. Vse ostale pa že spomladi in na jesen vabim v ta program. Tako da zdaj odvisno vse, od katerega cajta me gledate, ali na realen čas, ali z zamikom. Ja, hvala za lajke. Če imate kakršnokoli vprašanje, lahko
napišete tle spodi, ker se pa vem, da bo tale delavnica dosegla nek tak veliko povpraševanja in še vedno bojo ljudje dvomili, pa a bi ali ne, pa je to tisto zame ali ni to tisto zame. Zato te vabim, da mi prideš na brezplačni predstavitveni webinar, kjer se lahko pogovarjava. Ni mi všeč Facebook, ker tam se ne morem pogovarjati, tam ljudje samo pišejo, zato prirejam webinar na Google Meeting, se pravi, moraš imeti Gmail elektronski naslov, ker je pač to Google Drive brezplačen, ker je tudi moje delo brezplačno in zato imamo tudi še brezplačno platformo. Kaj pa zdajle vsi tisti, ki ste sramežljivi in ne veste, ali bi kar še opazovali z ozadja, da boste vsi vi tudi imeli nekaj od tega degustacijskega videa, poslušajte dalje. Če ste oseba, ki se vrže v neko delo ali pa v neko dejavnost in je zelo fokusirana na nekaj, kar hočete doseči, vam predlagam, da se samo nekoliko sprostite in vložite več časa v to, kako spremeniti stvari na bolje. Ne bomo počeli niti približno toliko zlo, kot si predstavljate zdaj. Ne bo neko garanje, ne bo računovodstvo naš program. Bolj bo program, s katerim bomo dosegli, da bomo tisto, kar bo ustvarjalo rezultate za nas in ne bo vključevalo nekaj, kar je za vas zelo naporno ali pa težko. Tudi to zahteva precej visoki nivo discipline. Se pravi, moji programi so za disciplinirane ljudi, za ljudi, ki imajo samo motivacijo, ki bojo vsak teden dobili 4 videote gor, vzeli svinčnik papir, pa pogledali, zabeležili, kaj so si izboljšali, kaj bi lahko še naredili boljš. Se pravi, tle ne bo treba nič kaj dost biti ne pameten, ne računovodja, ampak samo zapisati, kaj ti hočeš, česa nočeš v tem trenutku. Boš videl, kaj ti bo prinašalo obilje, kaj zastoje in to se ti bo samo ven pokazalo kot rezultat. Torej, zavihati bo treba rokave, naravnati mišljenje, začeti delovati zato, da ustvarjaš vibracijo. Povedala bom ti, katere stvari ni dobro, da preložiš na druge, se pravi, da plačaš nekoga drugega, in kdaj je dobro, da določena dela nekdo drug tudi opravi zate. Pa naj si bo to zunanji izvajalec, kakor je lahko čistilka enkrat, dvakrat na teden ali pa vsak dan, sploh pa če imaš večji poslovni prostor, kakor je lahko, ne vem, da ti kuha, da ješ zunaj med delovnim časom, se pravi, to so zunanji izvajalci, da ti računovodstvo vodi zunanji računovodski servis. Se pravi, so stvari, ki jih bolje zate naredijo drugi in so stvari, ki jih zate drugi ne morejo ali pa ne smejo opraviti. In če jih opravijo, potem te to lahko odvrača od obilja. En tak primer je prav marketing, pa naj si bojo to socialna omrežja, Facebook, ker je najbolj znano, in druga. Oglasi, kot so te marketinške kampanje, recimo YouTube oglasi ali pa preko mailing liste. Se pravi, če določen marketing nekdo opravi zate, to je pogojno da, pod nekaterimi pogoji ja, večinoma pa pride odgovor ne. Zakaj ne? Zato, ker te to lahko odvrne stran od izkušnje, ki bi jo mogel doživeti. Če nimaš določene izkušnje, ne ustvarjaš nove vibracije. V tem programu, dobro si zapomni, upam, da boste me mogli 2-krat poslušati, govorim tako hitro, se pravi, lahko še vedno še enkrat poslušati vse od začetka, je za vas pomembno, da če hočete več denarja v podjetništvu, če nočete spet pas dol, ne smete raztegniti elastiko in pas dol, ne smete efekt elastike, bom povedala, zakaj efekt elastike. Zakaj je treba počas dvigati, recimo krat 2, recimo z 2 jurja na 4 ali pa s 1000 evri na 2,
In kaj je treba narediti, da tam ostaneš? Da tam ostaneš na tistem nivoju, je treba ustvariti take okoliščine, da se ti prilagodiš tistemu denarju. Verjemi mi, 10.000 evrov na mesec denarja zahteva od človeka, se pravi čistega zaslužka, mnogo drugačne vibracije kot od tistega, ki ima 2 jurja. Se pravi, s porodniške 700 evri, naprimer, da se ti to krat 10, krat 15 dvigne, je to tak šok, in to praktično brez dela. Se pravi, kako se to lahko zgodi? Napišeš super knjigo ali pa sestaviš super spletni program in če ti to kupijo ljudje z cele Slovenije, ki se jim zdi vredno, veste, koliko je to ljudi, in tako da kar naenkrat se ti nabere na računu. Pojaviš se nekje, nekomu si zanimiv, novinarju, pa spet drugmu, pa tretjemu, pa četrtemu, pa petemu, in v časopisu, ko te berejo, si spet taki množici ljudi zanimiv in rečejo, recimo, tako da rečejo, koliko si zanimiva, dejka bi, sigurno imaš nekaj zame, kar bi recimo meni koristilo. Se pravi, ljudje smo egoisti, evo jaz tudi. Takole tudi na naslovnicah in pa pri določenih karmičnih prognozah. Še najraj pa vidim človeka, da se ga dotaknem, da delava skupaj, da mi on reče, kakšne rezultate ima, kako sem ga šokirala, presenetila, da res škoda, da me ni že prej kontaktiral. Tako da v tem programu ne rabite, je free. Moj program Transformacija energije v denar je najboljši poslovni program, ker delaš z dušo, dobesedno ti povem, kaj to ti si na nivoju duše in kaj to ti nisi. Ne povem ti, jaz sam ugotoviš. Se pravi, kje so tvoji funkcionalni poli, kje so tvoji nefunkcionalni, kaj je tisti divjak, ki ga moraš nujno porezati, kamor ti odteka energija, in kje so tiste veje najbolj plodne, kamor ti bo taki sočni sadeži, obilja, paradiž, nebesa zrasla. Seveda, verjemi, da Bog je hotel, da ljudje živimo v obilju. Bog je hotel. Bog ni rekel, da bolj ko boš trpel, bolj mu boš blizu. Ne, je rekel, ti si moj otrok, jaz hočem, da si ti radosten, poln veselja, kreativen, da ustvarjaš, še enkrat ustvarjaš, tako kot jaz. In če je v tebi kaj Boga, boš kreativen, ustvarjalen, ne boš trpel. Trpljenje ni nič božanskega, to je čisto hudičevo delo, verjemite mi. Nasilje, trpljenje, lakota, pomanjkanje. Medtem ko je obilje, radost, kreiranje, vse to pozitivno, ljubezen, vse od Boga. So pozitivni poli, funkcionalni poli in nefunkcionalni poli. Verjemi, človek, ki živi v pomanjkanju, ni funkcionalen ne za družbo, ne za svojega partnerja, ne za svoje otroke. In jaz si ne želim, da bi ti padel v tak šok in stres, ko sem ga imela jaz, ampak da bi ti dala lahko tiste načine, tiste vzorce, po katerih se boš lahko vedno, celo življenje orientiral. Ta program Transformacija energije v denar, ko ga enkrat kupiš, ti bo služil za vedno. Za vedno, dokler boš živ, vedno boš lahko v vsakih 9 mesecev delal tisto svojo bilanco, tako kmečko, veš, ne to neko zapleteno z računalnikom, ampak lahko sem s kalkulatorčkom preverjal dejansko stanje in naredil analizo pri sebi, koliko si dvignil vibracijo z novim načinom delovanja v obilju v primerjavi s prej. Ponavljam, če boš hotel, da se ti ne bo zgodil efekt elastike, ne boš smel skočiti 3 stopnice naenkrat, se pravi, ne bomo šli krat 4, se pravi, z jurja na 4 ne bo šlo v enem letu, ampak z jurja bo šlo na 2. Tukaj tle ti zmoreš. Ko zmoreš do tam, bomo šli z 2 na 4 in tako naprej. Dejansko ne splača se vam ne prideti na brezplačni predstavitveni webinar,
in garantiram 7 dni na zadovoljstvo mojega programa. Dobili boste prvo lekcijo gratis, se pravi, to bojo 4 videti. Toliko verjamem v vaš uspeh, seveda mi morate izpolniti obrazec, če ste podjetnik, nameravate biti ali pa ste dopolnilni ali pa vsaj neki, od katere dejavnosti prejemate vsaj nek prihodek, pa makar pasivni prihodek, tudi če ni to vaše redno delo. Se pravi, ta program je samo za podjetnike. Hvala za vaš like, hvala za vaš subscriber na to video in vidimo se 1 na 1, ker se bova lahko tudi pogovarjali v webinarju. Ne zamudi, datum je objavljen na spletni strani, izpolni podatke in povabljen boš. Hvala.